Ja, zdaj, mislim, da iz same ustave in iz tega komentarja, ki sem ga navedel, je očitno, da je ena glavnih funkcij predsednika Republike Slovenije reprezentativna. Zdaj, kaj to pomeni? To je povedano seveda v prvem členu, kjer je rečeno, da predstavlja Republiko Slovenijo. In zdaj seveda nastane vprašanje, kaj pomeni, da predstavlja Republiko Slovenijo? Kaj je to predstavljanje? Mislim, da je treba iz Republike Slovenije poseči k njenim temeljem in ti temelji so seveda navedeni v preambuli ustave v njenih prvih členih, kjer je recimo rečeno, da je temelj Republike Slovenije seveda pravica slovenskega naroda do samoodločbe. Se pravi, temelj Republike Slovenije je seveda slovenski narod. Slovenski narod, jasno je, ni kakšna površna kategorija, to je duhovno-kulturna kategorija. Kot taka je slovenski narod nastajal polagoma od Trubarja do Prešerna in tako dalje, do osamosvojitve. In zdaj se je treba zamisliti nad vprašanjem, kako naj torej predsednik Republike predstavlja državo, katere temelj je slovenski narod. Ali še hujše rečeno, kaj pa je temelj slovenskega naroda? Kajti, če naj predsednik Republike predstavlja Republiko Slovenijo, mora pravzaprav predstavljati ali izhajati iz tistega, kar je temelj slovenskega naroda kot takega. No, in tu se seveda odpira vprašanje, kaj je ta narod temelj? Je to mogoče neka ideologija ali kaj takega? Po znanih teorijah francoskih marksistov, recimo Althusserja, je seveda očitno, da je vsaka država orodje nekega razreda in to prek neke svoje ideologije. Seveda je popolnoma nesmiselno trditi, da je slovenski narod utemeljen v neki ideologiji, ki nastane, pa izgine, pa jo zamenja nova ideologija. To bi bil nesmisel, to je popoln absurd. Pač pa je treba seveda povedati, da je dejansko slovenski narod utemeljen še zmeraj v dveh velikih duhovnih, kulturnih gibanjih, stoletnih, morda tisočletnih, iz katerih se je slovenski narod rodil in se iz njih ohranja še naprej. In ti dve veliki duhovni gibanji sta, pravno povedano, več kot ideologiji, to niso ideologiji, to sta vendarle univerzalni gibanji. Prvo je seveda krščanstvo in drugo je svobodomiselstvo. Krščanstvo na slovenskem od začetka, prek Trubarja in tako dalje naprej, do današnjega časa. Svobodomiselstvo, vsaj od Linharta in Prešerna naprej in tako dalje in tako dalje. Se pravi, če izhajamo torej iz dejstva, da mora predsednik Republike predstavljati slovenski narod, je to vprašanje, kako naj torej bo v stiku s tema dvema osnovnima entitetama ali kategorijama, iz katerih je slovenski narod nastal, se iz njih ohrani, iz krščanstva in svobodomiselstva. No, odgovor je jasen. Predsednik Republike je zavezan vsem idejam in vrednotam teh dveh gibanj, kajti samo iz njih je mogoče razumeti eksistenco, moralo in smisel bivanja slovenskega naroda. Mislim jasno, da predsednik Republike mora biti kar precej brez predsodkov tako do krščanstva kot do svobodomiselstva. Seveda gre za neko pravo krščanstvo, za neko pristno svobodomiselstvo in samo v teh mejah, v tem, kako bi rekel, prostoru se lahko giblje svoje mnenje o tem, kaj je naloga slovenskega naroda, kakšni so cilji slovenske države in tako dalje in tako dalje. Če tega kompasa predsednik Republike nima, se lahko zgodi, da zaide v preproste enostranosti, v preproste predsodke in s tem seveda ne more biti več pravi glasnik
slovenskega naroda oziroma tisti, ki predstavlja državo, ki je nastala iz slovenskega naroda. Zdaj seveda v tej alineji, se pravi preambuli, je pa seveda še drugo določilo, namreč, da ima oblast v Republiki Sloveniji ljudstvo. To je pa seveda nekoliko drugačna kategorija kot slovenski narod. Ljudstvo, kot vsi vemo, je bolj socialno-politična kategorija v prvotnem smislu, ko je označeval ta izraz nižje sloje, pa rečemo nižje srednje sloje, je bil to izrazito socialni pojem. Danes je izgubil to socialno konotacijo, ker pač vsi smo državljani Slovenije, ne moremo se deliti zdaj politično glede na nižje, višje in srednje sloje. To se pravi, postal je ta pojem ljudstva bolj političen pojem. Se pravi, vsi smo enakopravni člani slovenske države in kot taki, seveda prek volitev in prek referendumov, pač smo deležni pri ustvarjanju njene oblasti. Zdaj, iz tega sledi seveda neko zanimivo vprašanje. Kakšna je bo torej predsednik republike, ki predstavlja slovensko državo tudi po tej plati, kot pravzaprav obliko oblasti ljudstva? Mislim, da iz tega sledi neka zanimiva poteza, ki bi jo lahko formuliral takole. Da mora biti predsednik republike vendarle ljudski predsednik, demokrat. S tem hočem reči, pravzaprav, da ne sme biti preveč ali samo predstavnik elit. Kajti za Slovence, za slovenski narod, za slovensko ljudstvo, enakopravnih državljanov, je ta pojem elite še zmeraj in najbolj nekoliko upravičeno sili. Ne samo zato, ker vemo, da danes tako mislijo mnogi in najbolj je to res, so naše elite gospodarske, politične pa kulturne nekoliko razstrojene. Ne samo zato. Ampak slovenski narod je le narod, ki je nastal na podlagi ljudstva v smislu 19. stoletja. In da ohranja ta svoj demokratičen red in demokratičen čut in da mora tudi predsednik republike biti nekako demokratičen človek. Se pravi, ne preveč gospodski, ne preveč meščanski, ne preveč nekje na vrhu, kot da je vzvišen in tako dalje. To se Slovencem ne prilega. No, tu mi je prišlo na misel nekaj iz popreteklega časa. Vemo, da je cerkev imela pred nekaj leti tudi metropolita, ki je bil v nekem smislu vzvišen, gospodski. To je seveda kardinal Rode, ki ga jaz zelo osebno cenim, moram priznati, ampak seveda vemo, da nekako ni ustrezal popolnoma, recimo duhovščini, ni ustrezal navadam ali željam vernikov in pač župni in tako dalje in tako dalje. Ampak isto velja se mi zdi tudi za predsednika republike kot najvišjega, kako bi rekel, dejavnika posvetne oblasti v Sloveniji. Ampak ta dejavnik ne sme biti vzvišen, neljudski, nadljudski in tako dalje. Zdaj pa seveda lahko premišljamo, kdo od kandidatov, ki jih imamo pred sabo, najbolje ustreza takemu bolj idealnemu tipu predsednika republike. Mislim, da je to precej važna stvar in da je treba o njej seveda razmisliti, verjetno natančneje, kot sem jaz otegnil v nekaj urah ali kaj takega. To je važno, kajti v resnica o predsedniku republike se skriva v teh detaljih, ki jih seveda naša ustava ne pove čisto, izrecno, ki jih je pa treba najti in brati med vrsticami. Mislim, da je v tem problem naše oblasti sploh in seveda odnosa med oblastjo in ljudstvom in seveda tudi slovenskim narodom kot tak.